Konec tedna se začenja veseli december, mesec obdarovanj in mesec, ko nas bodo obiskali trije dobri možje. Da preverimo, kako se starši pripravljajo na praznično sezono, smo za komentar prosili našega korespondenta Jerneja Celca, ki je nocoj z nami. Pozdravljeni, gospod Celec, zadnjič se druživa v tem letu. Povejte mi, kako ste? Po pravici povedam, sem pa ta teden, jaz malo slabše volje, kot glih včeraj sem zvedel, da... Krasno, super. Povejte mi, gospod Celec, se slovenski otroci že veselijo prihoda decembrskih dobrih mož? Gospod Godler, slovenski otroci so v decembru najbolj zmedeni otroci na celem svetu. Kako to mislite? Glejte, otroke v Ameriki 25. decembra obišče Božiček. Magično bitje, ki živi na severnem polu skupaj s palčki in letečimi jeleni. Otroke v izrazito krščanskih državah 6. decembra obišče Sveti Miklavž, ki živi v nebesih. Otroke v Rusiji pa na Silvestrovo obišče Dedek Mraz, poročen moški, ki z ženo Starko Zimo živi visoko v gorah. Vse povsod po svetu morajo starši torej svoje otroke prepričati o obstoju enega čarobnega dobrega moža, ki jim bo v prazničnem času prinesel darilo. Razen v Sloveniji, ker pri nas po nekem čudnem naključju obstajajo vsi trije. Se pravi, slovenski starši moramo otrokom prodati 3 različne neverjetne zgodbe. To je kot če bi jih krstili v 3 različne vere in pričakovali, da bojo verjeli, da Bog, Allah in Buda lahko obstajajo istočasno. Štekam, se pravi, vas skrbi, da nas bojo otroci razkrinkali, ker ne bojo verjeli vsem 3 zgodbam. Točno tak. Ker najljubši hobi naših otrok, poleg vrtanja po nosu, je postavljanje vprašanj. In kot starš boš slej kot prej soočen s vprašanjem: Ej, ati, zakaj Miklavž pri sosedovih prinese darila, pri nas pa mandarine? Ja, glej, ker pri nas pač nosi darila sam Božiček. Ja, ampak pri mamici v službi pa mi darilo prinese tudi Dedek Mraz. Zakaj? A Božiček takrat nima časa? Kako naj človek 4-letniku razloži, da je Dedek Mraz v boljših odnosih s sindikati kot Božiček? Jaz vam pravim, ta situacija je nevarna. Mulci nas bojo pogruntali, samo še vprašanje časa je. Zanimiv. Se pravi, kaj pol predlagate, da naredimo, da končamo to norost s temi 3 možmi? Ja, gledajte, če cel svet zmore samo enim dobrim možem, potem bomo tudi mi. Rešitev je torej kruta, ampak očitna. 2 dobra moža moramo odstraniti. Vem, to ne bo lahko, veliko otrok bo jokalo, marsikomu se ne bo zdelo pošteno, ampak kar je treba narediti, je treba narediti. Gospod Celec, to, kar predlagate, je umor. Ni glik umor, če se gre za namišljeno bitje, to je bolj tak en umorček. Dobro, ampak kako konkretno bi pa zbrali, katera 2 zbrišemo in kjer ostane? Tako kot se v modernem času na najbolj pošten način izbere zmagovalca. Mislite referendum? Nope, zapremo jih v resničnostni šov. Za 12 tednov vse 3 zapreš v hišo, v kateri so nastavljene kamere, potem pa gledaš, če se bodo stepli ali pa seksali. Iskreno upam, da se to drugo ne bo zgodilo. Brez zavere, gospod Celc, ampak meni se zdi to popolnoma noro. No. Imate še kakšno drugo idejo? Sem pravi. Ok, naj bo ena nova ideja, samo zato, ker ste mi simpatični. Samo zato ne bomo odstranili 2 dobrih mož, ampak vse 3. A je to bolj všeč vam? Ker to je edina poštena rešitev. Dame in gospodje, predstavljam vam naš nov decembrski simbol, Sveti Dedek Slovenček. Je klasičen slovenski dedek, penzionist, ki večino časa preživi na svoji vikendnici in vnuke obišče samo enkrat letno. Ker se počuti krivega in bi jim rad kupil njihovo naklonjenost, jim vedno prinese darilo. Je veren, ampak ne toliko, da bi dejansko hodil v cerkev. Otroke pa obišče 2. januarja, ker smo Slovenci skoraj edini narod, ki ima takrat dela prost dan. In ker prispe tako kmalu po Silvestrovem, vedno rahlo zaudarja po alkoholu, oziroma kot temu otroci rečejo že danes, ima vojn po dedku. Gospod Celec, hvala za vašo revolucionarno idejo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!